Poglejmo, če se tlele vrnem na tole slikco. Tlele vidimo, da je ena mreža gor čez obraz, tam, ko dejansko hočemo narediti na koncu izločanje značilk obraza in pa primerjavo le-teh. No, ta mreža se bo zdaj pojavila tudi tukaj, da dejansko razložim še ta osnovni del, kako dejansko stvar lahko poteka. Metod je seveda več, nimam dosti prstov, da vseh naštejem, ampak eno sem zbral tukaj, da dejansko vam malo ilustriram, kako stvar poteka. Pravi, nekako v tej mreži se vzamejo posamezne regije, ta regija, ki jo zdaj tlele vidimo, se razširi v celotno to regijo, ta regija ima, spravi, podregije, 4x4 in potem rečemo, da za naš primer, da so to posamezni slikovni elementi, spravi, piksli. Ja. Kaj se zgodi znotraj njih je, takole, ja, seveda je nekje centrirana, vsaki izračunamo dejansko neko usmeritev gradienta. Spravi, kam dejansko kaže prelivanje slike v tistem segmentu. To potem utežimo z neko Gaussovo 3D krivuljo, vsi vemo, kaj Gauss je, in vemo, da najbrž so zelo pomembne tiste lokacije, ki so bolj središčne, bolj blizu tega key pointa, ki je gor označeno. Zato dejansko, če dobro pogledate tole sliko, ja, se je tlele malo temnejša, pa gre vedno bolj svetlo navzven glede na ta krog. To dejansko pomeni, da se uteži glede na ključno točko tiste regije in potem se znotraj vsakega tega kvadrata na koncu poračuna tako imenovan histogram orientacije. Kaj dejansko tukaj delamo, je en postopek, ki je zelo dobro zasidren v računalniškem vidu, imenuje se SIFT transformacija, dejansko pomeni transformacija, ki je invariantna na skaliranje. Se pravi, da je neobčutljiva, ne glede na to, kako veliki so obrazi zdaj na sliki, on bo to najdel. Ne na orientacijo, na skaliranje. In recimo na podlagi tega, potem jaz tele stvari, ki jih dobim, to so vrednosti. Vrednosti enostavno povežem v nek vektor, vektor ima neko velikost in potem ta vektor primerjam s tistim, kar je v bazi. Se pravi, v bazi ni obraza. Tudi rekonstrukcija iz tega je nemogoča, dejansko nemogoča, je irreverzibilna. Torej nam tam ni bojazni. Tudi prenašanje po spletu, se tudi tam so mehanizmi, ki te stvari ščitijo. Tako da za te stvari je nekako poskrbljeno. No in potem nekako, da zaključim, jaz tale moj del, dajmo spet sam slikovni material vrednotenja pogledati. Sistem ni popoln, sem rekel, tudi tlele, recimo tele slikce, ki jih vidimo pred sabo, pokažejo na ne delo za tem SIFT operatorjem, ampak dejansko spet je globoka mreža zadnji in vidimo, da tudi mreža dela napake. Tudi tako dobra mreža dela napake, ki je rezultatsko nad človekom. Tlele piše false reject, to dejansko pomeni, da so to dejansko pari iste osebe, za katere je sistem rekel, ne, to nista iste osebe. Ampak če smo čisto odkriti, sami pogledajte te slike. Ko sem jih jaz gledal, se jaz bi iste napake naredil v večini primerov. Kar pogledajte jih, tle pogledate nekoga hitno in pa vidiš, to ni to, to ni isto, te dve, to ni isto, tole, ni šans. Rečem ne. Tako da ni nenavadno, da tudi sistem naredi napake. Ampak mislim, da so bile to na dokaj veliki bazi edini primeri, pazite, edini primeri, kjer se je sistem zmotil. Dobro, tako da nekako ste dobili ta tehnični pregled serviran, zdaj pa bomo poskušali navezati, če njegov del, pa bomo videli, kje bomo potem skonvergirali v debati. Izvolite, bom šutnil. Ja, seveda. Ko sem bil mali, enkrat sem videl Walkman, ne vem, če se kdo spomni Walkman z remotom. In tako mi ni bilo jasno, kako to funkcionira in zakaj človeštvo to potrebuje in zdaj sem razumel. Mi imamo zdaj zraven sebe laptop, na katerem komod stiskaš next, ampak ne, izbral si, da boš z remotom stiskal. Ja, ampak Walkman ni imel pointerja, taga pa ima. I ain't pointing. Hi. Jaz sem si tako, kot vsi bleferi, vzel čas in te slajde pripravil danes zjutraj, ampak tokrat zelo namenoma, da bi se maksimalno prilagodil trajektoriji včerajšnjega dogajanja. In ki je bilo tako, mislim, med to konferenco, in je bilo ekstremno kaotično na momente iz vidika neke sinusoide obveščenosti in intenc prisotnih.
tudi prisotnosti, by the way, ker smo imeli neka plemena grupijev, ki so prihajali na samo eno predavanje pa zviznili, tako kot zdaj ni več pravnikov v tem prostoru. Zanimivo, ne? V glavnem, nekako sem razmišljal, kaj je lahko neki doprinos k tej celi debati za tiste, ki bodo to gledali online v arhivu pa probali make sense iz celotnega eventa. In sem zato izbral, ko bi rekel, segment iz ene od mojih teh nevrotičnih karier in bom zato pristopil k tej naši materiji iz smeri medijske arheologije, ampak z najlepšo željo, da bom pristal na koncu v face recognition tematiki in dajmo videti, kam me bo to pripeljalo. Imamo 3 bloke, prvega, drugega in tretjega. Imam rad te slajde. Okay. Prvi blok poskuša biti blazno resen. Nekaj let nazaj sem v Axiomi, ti si bil, se mi zdi, na predavanju, sem imel nek projekt in sem probal sestaviti Grand Unifying Theory of Everything, seveda na temo odnosa med družbo in tehnologijo in to natančneje, odkot nam tehnologija in kateri akteri se kdaj vključijo v promet. Črpal sem inspiracijo iz parih virov, ampak naj to ne bi postalo akademsko citiranje zdajle, ne. Prvo, kar me je zanimalo, je videti, kateri gradniki tvorijo to pokrajino, o čem govorimo, bom probal biti tudi hiter, da ne bi vzbluzil. Torej, o čem tu sploh govorimo, ko govorimo o stiku med, rečemo temu, tehnologijo in družbo. Vedno govorimo o obstoju nekakšne primarne ideje, govorimo pol o nekih interesih, ki jih opisujemo skozi nekakšne akterje. Pol se te akterji vključijo v neko obliko intencionalne komunikacije, na kar imamo neko družbo kot kontekst, v katerem se to vse dogaja. In te akterje, te gradnike se da lepo razporediti po časovni premici, to je neka moja psevdoteorija, prosim, bodite zelo tolerantni. Nekako tako vidim to dogajanje, da eno sledi drugemu, ne, da se jih da zložiti po časovni premici, samo važno je razumeti, kdo se pojavlja v kateri fazi in kakšen je volumen dogajanja, koliko tega se zgodi. Ko govorimo o nastanku ideje, to je nekaj točka, ki me ekstremno zanima, govorimo tipično o znanstveni kompetenci, to je to, kar smo ravnokar videli, ki živi v svojem najlepše, najbolj dobronamerno povedano balonu, ne, ker se ukvarja sama s sabo v dobrem smislu te besede, to ni zdaj cinično povedano, enako tako kot art, ker to je nek moj domicil, tudi razmišljamo iz sebe, za sebe, dosti pogosto, če tudi obstaja neki, ko bi se temu reklo, undertaste zavesti o kontekstu. V tem momentu, ko ideja nastaja v, rečemo temu, neki čisti obliki, kar je sicer utvara, je situacija še vedno cool. Tisto, kar nas zanima, je, kaj se zgodi v naslednji stopnji in to je to, kar smo videli ravno malo prej med tem pravnim sešnom. Takrat se alignajo, takrat se pojavljajo interesne skupine, ki definirajo družbeno nujo za to tehnologijo. Pri AI-ju znamo, da se z njim ukvarjamo že, če hočete, od 50-ih, ne glih vsak med nami, ampak kot človeštvo. In imamo neka valovanja v družbeni relevantnosti ali pa medijskem hajpu na temo AI-ja, verjetno odvisno od neke druge variable. Verjetno nekdo zaznava, da je spet trenutek za se agresivno pogovarjati o AI-ju. Zato tu gre, torej, da bi to malo unpackali, da bi razumeli, kako prihaja do teh hype cyclov, ne. Rabimo, jaz mislim, da razčleniti to pokrajino ali pa ta landscape. Ena še dimenzija, ki mi je tu koristna, ker želim malo ušpricati noter neke svoje vrednote in to je čisto moje, je premica družbotvornosti, ker iskreno menim, da je, če gledate samo center teh sivih krogov, da je realno neka družbotvornost morda najvišja ravno v tem primarnem momentu. To je moment, ki mu rečemo fundamental research pri znanosti, to je moment, rečemo temu, originiranja umetniških konceptov. Od tega trenutka naprej stvar drastično pada, ker govorimo o interesih, ki so ožji, kot je interes družbe ali skupnosti.
potem pade še enkrat, ko se vključijo mediji, posebej marketing in kot najhujši del tega instrumentarija nasilja nad družbo pravo. Škoda, da ni Barbare tle zdaj, ta trenutek. Na kar se pojavi ta neka družbena reakcija, ko se spet v igro, da tako rečem, kot nekakšni relevantni protagonisti vrnejo znanost in umetnost in probajo rešiti stvar z novimi intervencijami. To je nek okvir, mali mentalni ali pa psihopatološki, ki sem si ga sam narisal oziroma zaznavam pri svojem odnosu do teh vseh velikih tem in toliko, kar zadeva poskus, da bi blazno poteoretiziral. V praksi to izgleda takole. To je ena hiša, okrogla, ki so ne tako davno izgradili eni tujci. To je Apple Park, come on guys. In tu imamo tisti moment, ko nismo več v sferi nastanka ideje, ko nismo več v sferi, ko znanost raziskuje svoje konstrukte ali umetnost ustvarja svoje. Tu smo zdaj v onem drugem bloku, ko se definirajo in alignajo interesi. Tu imate Tima Cooka, on je, kako bi rekel, uslužbenec meseca v nevladni organizaciji Apple, direktor Appla, in ta zraven njega je Mr. Bonesaw, jaz ne vem, če poznate to osebo, on je zelo relevanten zadnje dni, samo ga redko vidite tako oblečenega, to je ta Crown Prince od Saudi Arabia, to je ta, ki na žagu unga novinarja v ambasadi v Turčiji. Ne, MBS, fantastično. In to je zdaj fotka, s katero valjda želim malo tako požigečkati refleks, ki ga vsi malo imamo, da bi govorili o teorijah zarote. Nimam rad tega, ampak mater, če vidiš tako fotko, pa vseeno, kao damn it, ne? These guys talk to each other. Okay? Verjetno v vremenu, ne? Kao, le, kako imate lepe drevesa v tem vrtu, ne? In tako naprej. Dobro, in zdaj nazaj na tisto, kar je bilo povedano že prvi večer. Kathleen, ta angleška superkulska profesorica, je govorila o tem, da prosim umetniki, da pazijo, kaj izumljajo, ker bodo oni luzeri, tamo inženjeri vse skopirali in naredili kaos. Je bilo tako otprilike povedano in je bilo kind of simpatično. Jaz pa hočem pokazati malo nekak par instanc, kjer je ta imaginarij pravzaprav absolutno dvosmeren, ker jaz živim med tehnoumetniki, med to kritično medijsko umetnostjo, kjer je glavna zgodba ravno obratna, da kao evo nam nek božanstvo družbeno pošilja tehnologijo in nam meče v face, mi se pa potem kot umetniki imamo zaznajdati in iz tega delati art, torej pristajamo na obratni vektor. Dajmo videti par instanc skozi zgodovino. Fajn mi je, in jo ni, prej je bila tu Nika, ko je Nika Mahnič, ko je prvi večer omenila tega Edwina Blacka, tisto krasno knjigo IBM and Holocaust, ki je tak super pis za razmislek o družbeni roli same tehnologije, ampak mene zanima ne ta aplikativna raven, kot je v tej knjigi, ampak malo še bolj basic točke. Komunikacije oziroma skupnega ustvarjanja in nekega kolektivnega imaginarija, iz katerega potem nastajajo tiste aplikacije, ki jih dobimo. To je fotografija iz Prve svetovne vojne, za katero je, zdaj, če ste to že kdaj videli v lifeu, ok, boring, ampak prvi stik je strašno intriganten, se mi zdi. Sprva ne veš, ali je to zdaj sem že rekel, da je Prva svetovna vojna, ampak ne veš, če gre za neki hippie dizajn od Pirate Radio ladij 60-ih, tistih, ki so zunaj voda United Kingdom oddajali rock and roll prvi, ne? Ali gre za umetniški projekt ali za kaj drugega, to je vojaški projekt, to je projekt kamufliranja ladij, ki so jih Nemci malo prehitro potapljali z onimi podmornicami med Prvo svetovno vojno in to bil kaos totalen. In rešitev je bila takšna, prišla je iz smeri arta oziroma povzela je na videz to kamuflažno logiko ptic, ampak je v osnovi vzela estetiko takrat zelo dominantne, zgodne, moderne, od kubizma in abstraktnega slikarstva naprej. By the way, ko sem iskal high-res slikico lepe ladje za vas, sem naletel še na par neverjetnih šotov, ki vam jih tako moram pokazati. To so super damn serious vojaški kamuflatorji na delu, ne? In to se mi dopade, ne? Tako boys with toys, damn it, ne? Sem tok za zraven.
Druga instanca, ki mi je neskončno seksi in je celo povezana s slovenskim kulturnim ambientom, je en gospod Lavrenčič, arhitekt, glasbenik iz Primorske, ki se je našel v Španiji med državljansko vojno 30-ih in je bil dizajner interierja zaporniških celic za, ko bi temu rekel, radikalno torturo frankistov, ne. In te celice je oblikoval v skladu z Bauhaus estetiko in povzemal je vizualne elemente nadrealizma in to je, jaz mislim, funky točka povezana z opozorilom od une tete prvi večer. Tukaj pol vidite, ko so frankisti premagali legalno izvoljeno oblast in vzpostavili vojaško diktaturo z diplomatsko pomočjo prijateljev iz bližnje Nemčije, ne. Ko so pol nemški politiki prišli na obisk, so jih valjda peljali tudi razkazati rekonstruirano to celico. Prepoznavate najmanj en obraz na sliki, to je veliki mislec, intelektualec in altruist Heinrich Himmler, ki sedi v drugem planu. Tu vidimo spet eno točko, ker ni čisto jasno, tema imaginarij, ali zdaj tu govorimo še vedno o neki umetnosti, ki je malo inspirirala neko drugo rabo, ali govorimo o nekem obratnem vektorju, mislim pa v vsakem primeru, da nam da misliti, ne. In tretja instanca, še vedno ljudje, ki imajo take enake uniforme, je krasen case Wernera von Brauna, enega navdušenca, inženirja, navdušenca za raketno tehnologijo. On nam je dal čudovite projekte V1 in V2, ki jih prebivalstvo Londona posebej pomni z nežnostjo, ne. In ki je potem po vojni nekako postal eden od ključnih ljudi Apollo programa v ZDA. Ampak interesantna instanca in ima zveze z onim mojim čudnim grafom malo prej je, kako je preden smo šli razvijati vesoljski program, bilo potrebno razviti pričakovanja javnosti. In to je ta točka, ki je bila zabavna prejle, ko sem onega pravnika malo maltretiral, pa je rekel, ma ne, glej, pravo, to je tisto, kar se družba zmeni. In se je meni, matorem ciniku, to takoj se prevede v PR, kao, cool, bom jaz najprej malo prepričal družbo, da je fajn pobijati črnce in se bo pol ta družba kao zmenila, da bomo napisali take zakone, da je črnce prav pobijati. No, to je naredil naš kolega Werner von Braun in je lepo 52 leta že objavil in tak lepi članek s krasnimi čudovitimi slikami, kako bomo mi populate Mars in še svašta počeli. Zanimiv del je, ko se je spojil še s tem FBI agentom, ki riše rodente, Waltom Disneyjem, in sta skupaj podizajnirala Future World, tisto četrtino Disneylanda, ki je pa zabetonirala v globalnem oziroma nacionalnem imaginariju Američanov to pričakovanje space programa in obstaja fotka tudi Wernera von Brauna s Kennedyjem, ki je izgovoril tiste čuvene besede v kongresu, da bomo we will put a man on the moon in tako naprej. In slediti tej trajektoriji je zabavno, fajn je videti, da ima to neko utemeljitev še v teh umetniških vodah in jaz mislim, da je to pertinentno za to naše druženje. Fajn, trudim se pohiteti in končno sem prišel do tega našega šita, sorry, ampak ni bilo grozno, ne. Sem da vidim, against this backdrop se mi zdi, da se dogaja tudi ta naša mala debata. Spet, bilo je jasno, oziroma najin dogovor iz prejšnjega tedna je bil ravno tak, da bomo najprej dobili en tak actual intro, o čem tu govorimo, pa sem malo šel pogledat vis-a-vis onega mojega reverse swoosha, onega grafikona, kako izgledajo reakcije na obstoj computer visiona, oziroma kje smo tu zdaj kot umetniki ali pa kaj smo še mi, ne. Prvo, nič bat, zadeva je zraven že 100 let. Okroglo 20 let nazaj, to sem čisto pozabil, sem vodil neko žirijo na Ars Electroniki, to je en lokalni žur v sosednji Avstriji. Podeljevali smo nagrado za information weapon in nagrado smo dali face recognition softwareu Mandrake, ki je bil tisto leto oziroma tisto jesen pravzaprav ravno lansiran kot del CCTV networka v Angliji in smo vsi bili tako zgroženi in smo se seveda malo tudi zafrkavali z lastne moralne panike, jasno.
ampak vam samo hočem, časkom vas hočem spomniti, da so te sistemi prisotni, hvala Bogu, že 20 let v mainstream industrial scale rabi. Tako da ni se vam treba bati, zamudili ste to bitko. Ne? To tako. Dajmo neko drugo bitko oziroma dajmo videti neke druge strategije. Včeraj je med pogovorom en drug friend, ki ima zveze s Korejo, Aljoša Pužar, omenil, kako je živel v tem, znaš Aljoša? On je tip na FDV-ju, pa na Koreji je dolgo predaval in živel. To pa veš. Aljoša je spomnil, tako se spomnil detalj, kako pač v tej dokaj striktni pač right-wing državi ni fajn, da, kaj že, tipi fukajo z bebami, mislim, da nekaj v tem smislu, ampak vsem bi to radi počeli, čudna je neka situacija, vem, nezamisljiva, in da v tem hipernadzorovanem spaceu tega gated communityja so bebe iznajdli super easy mehanizem in to je, da si rišejo brke, ne? Da jih kamere na kampusu ne zaznavajo, medtem ko hodijo čez berlinski zid Phantom. Ne? In to je, se mi zdi interesantno in to je mali intro v to. Namreč jaz razumem in spoštujem iskreno vesta masivni inženirski background, ki je nujen in prepoznavam tudi dober del teh težav, ker se malo tudi sam ukvarjam s temi rečmi, da bi naredil sistem, ki deluje, ampak mene zanimajo napori ljudi, da bi se izognili delujočem sistemu. Ne. Tu sta te dve baby na levem delu zaslona uspešno se našminkali tako, da jih face detection, da sploh ne ve, da sistem sploh ne ve, da tam je nek obraz. Prav skozi tako opisan način, kako algoritem pristopa k pointanju, tu na tej sliki, na tej točki se nahaja neki človeški obraz, no, tiste bila tarča teh umetniških gest, in jaz mislim, da uspešna do neke mere, kjer so se spomnili, kako ga bodo zafrknili, ne? Ta tvoj shader oziroma dajmo videti. Ne? Pa sem namenoma izbral take lepe slike drugih caseov istega, ampak samo zato, da bi vam pokazal, kako obstaja še časovna dimenzija pri celi zadevi. To so vse obrazi, ki jih sistem ne prepozna kot obraze, ne? Ampak ravno ta fotka mi je strašno pomembna, da bi vam pokazal, da se v prvih 3 mesecih od nastanka te ideje, tega koncepta zadeva že prelevila v fashion, ne? Which is bad news. In to je še enkrat opozorilo, da vse česar se spomnimo hitro gre v commercial in it's hard to be an artist. Ne? In to je iz moje strane to in to je čas za break od tega. To vam je fotka iz 27. iz snemanja filma Metropolis, meni je zelo všeč. It's actually a human being. Dobro, toliko z moje strani. Jaz upam, da bomo to lahko uporabili, ker sem na vrhu. Zdaj si dal fajn izhodišče. Upamo še 10, mogoče 20 minut, pa eto, lahko štartamo z debato. Scenarij je tak, da se vzajemno malo maltretirava, če ni drugih namenov. Dokler note vi začel najo maltretirati. Ja, ampak keyword je maltretiranje, lepo prosim. Ovako, imam eno vprašanje, ampak se vidiš že iz tega, kam gre. Lahko? Ja, seveda, izvoli. S temi protezami, vidim, da sva oba na iPhonu, ampak nobene dnaje na tem iPhone X ali pa naprej, ker je zanimiv, ker prav te imajo ta močen in ta kao AI čip, zanimiv izraz, in tisto zaznavo obraza. Ne? No, prvo konstatacija / vprašanje, normalizacija tehnik nadzora. Ne? Torej, malo se nam gabi, da nas vse te kamere tako gledajo, vidijo, pa se šminkamo, čudno, da nas ne bi prepoznali, ne? Ampak pravzaprav zdaj ta consumer electronics, ki je tak, v katerega investiramo 1/6 svojega letnega prihodka in podobno, in je to objekt fetiša, nas pravzaprav denuncirajo in kao, to je nek nemogoč hardversko-softverski paradoks. Ne? To je ena temica, ne vem, če te zabava kot razvijalca sistemov, ali ti recimo sploh razmišljaš o tovrstnih posledicah, kako to gre? Te teme so vedno zanimive, seveda razmišljaš o njih. Mogoče se jih recimo na fakulteti manj dotikamo, ampak zagotovo se odvije tudi debata na to temo. Stvar je večplastna zagotovo. Ne. Na eni strani imamo ta zadržek pred 1000 kamere, ki nas opazujejo, ampak sem prej sam omenil že v svojih prvih
prosojnicah, da po drugi strani pa pogledaš socialna omrežja, pa vidiš, da tam gor pa ni problema, vse šeramo in celo na način, ne, da se zavedaš posledica, ne, kaj ti, kdo je lastnik tistega slikovnega materiala, ne, kaj se s tistimi stvarmi dogaja, tega se zavedaš, ampak ker ti očitno ponujajo več, kot si ti pa dejansko se ne sekira za tiste stvari, enostavno sprejmejo vse, ne, večina ljudi, ne. Tako da to je ta kontrast. Torej, convenience nas počasi požema in na koncu prepriča. Ubija. Fajn. Druga taka funky stvar, ne vem, evo spet, zdaj izpade, da te malo intervjuvam, pa to ni bil neki namen, bolj me zanima te teme vršiti v javnost, pa da vidimo, če bo kdo skočil, je, kako se reče, gleichschaltanje, uravnilovka, tisto generiranje monokulture. Namreč ne toliko Apple, kot Huawei in par drugih protagonistov nam zdaj pomagajo narediti dobro fotografijo. Še spet smo v tej coni, ker res mislim, da to sedi na istih algoritmih in pipelini so samo malo daljši. Biometrija je del računalniškega vida, računalniški vid je pa del umetne inteligence, tako da ja. There you go. Skratka, fotoaparat ali pa kamera ti reče, ta fotka ni dobra, ti jo bom popravil. Ne? Mi smo skloni, da bi delegirali arbitražo kakovosti, dobrosti fotografije, namenoma neobstoječo besedo izumljamo, ne? Eni napravi in smo pripravljeni trastati tem algoritmu bolj kot samem sebi in za posledico imamo to, da so vse fotke od vseh nas, če smo jih delali s tem pa tem strojem, zelo podobne, ker stroj ve, kaj je prav, osvetlitev, orientacija, kompozicija, funky, right? Fokus, odprte oči in podobno. All of it, ja. Kad ti nariše, če blinkneš, če narediš 3 šote istega obraza in na 2 blinkaš, on ti naredi enega, na katerem ne blinkaš, ki skomponira iz blinkajočih oči en obraz, ki je kompletno z odprtimi očmi in tak naprej. To je spooky shit, ne? Ampak to so spet algoritmi, ki smo jih nekako, dobro, ne direktno, eksplicitno, ampak implicitno omenjal. Seveda, vsak sistem pri zajemu slike, ne, najprej naredi oceno kvalitete. Če stvar ni dovolj dobra za naslednje korake procesiranja, jo bo zavrnil, pa bo rekel, zajemi še eno sliko. A ne? Ja. Isto velja za prstne odtise, če smo glih pri biometriji. Ampak načeloma velja pa tudi za zajemanje slik pametnih fotoaparati. Ne? Zelo soroden način. Mi živimo v nekem svetu, kjer verjamemo, da kultura pa umetnost pa diversity, da so to pozitivne stvari, ne? Pa da so nam vse fotke identične ali pa približno enake, ne? Kot Flickrov interestingness algoritem iz 2005. Ampak spet večina ljudi to sprejme kot svoje, zato ker reče, lej, super, 20% slik mi bo ohranil, a ne, 80% bi jih pa takoj sam zbrisal, mi jih je pa sam zbrisal sistem, torej super, a ne. Poskrbel še za ta aspekt. Ne. Slike so pa tudi potem tiste, ki so najbrž ready to post. Ne. Tako. Ja, to raba, ja, ready to post, ta act of posting. Ok, jaz sem zdaj izčrpal, oziroma zdaj grozi, da gremo v neke malo bolj neprijetne teme, pa me zanima, če je slučajno ta čas kdo, to lahko escape. Ne, tlele, dokler publika ne bo začela maltretirati, sem manj navezala na te slike. Ja. Predstavljajte si, ne, se tole je resnica, ne, dejansko imamo probleme s sistemi, recimo, če gremo še eno nazaj, tlele. Ne. Tlele najbrž algoritem, ki sem ga jaz predstavljal, bi zatajil v tem primeru na obeh ženskah. To ni Photoshop, to je dejansko, to je screenshot iz dejanskega... Tako, to je znan primer, ne, ampak vsi modeli ne delujejo na isti način, ne, tako da jaz bi rekel tako, globoki model bi to prepoznal, mislim, bi rekel, to je obraz. Ne. In če gremo potem še korak naprej, na tole, a ne, tlele bi imela globoki model zna biti probleme. Vendar predstavljajte si, da ljudje taki hodimo po svetu. Easy. Sej bi stopal tako ali drugače, nekaj bi bilo narobe. A ne, in ponavadi se ta slikovni material dejansko zbira v nekem, tam, kjer je res ključnega pomena. Se zbira, ne na robo besede so uporabo, se ne zbira, se dejansko zgolj procesira, a ne, ponavadi se ne shranjuje. A ne. Tam, kjer je področje neke restrikcije, a ne, tam dejansko je kontrolirano okolje. Tam zraven je tudi, poleg sistema, tudi človek, tako ali drugače. In si predstavljate, da bo nekdo mimo šel takole. Ja ne, če ga sistem že ne bo zavrnil, ga bo pa človek ostavil. Ne. Ja. Ali pa na letališčih, če so nekje deli, a ne, ki so resnično restriktivni. Ja, ne boš hodil tak, a ne.
Tako da ja, je pa seveda res, da takšne slike so več kot na mestu, sam pa po drugi strani zelo ljudje izstopajo. Mislim, da tu gre za proof of concept, seveda, approach in art projecte, ne nujno Recimo, priporočilo. še eno stvar bi izpostavil, glede na to, da Vuka poznamo vsi nekako kot njegov trademark so očala, drži, ne? Ja. Zakaj se ne bi osredotočil človek na očala? Obraz ohraniš. Recimo, nevronske mreže imajo dokazano problem, da jih lahko ti spufa, se pravi, pretentaš na način, da pač, če dobro naštudiraš stvari, pač okvirja ne boš imel rdečega, boš imel pa pisanga. Ja. In načeloma, ko te bo varnostnik pogledal, bo rekel, Vuk, mogoče še to ne rekel, da imaš druga očala, ampak sistem bo pa rekel, ne prepoznam, to sploh ni človek, ne? Se pravi, če smo resni, so trade-offi, ampak seveda sistemi znajo rešiti tudi ta problem in sicer ta problem rešujemo na način multimodalnosti oziroma več biometričnih sistemov. Tako sem prej rekel, saj ne gledam samo obraza. Načeloma imam kontrolirano okolje, kjer dejansko se jaz sprehodim skozi, ampak sistem zazna večkrat obraz, določi kvaliteto najboljšega, ga vzame za procesiranje, gleda recimo, prej sem omenil tudi vzorec obnašanja, to je en tipičen primer bi bil, kako hodim, temu se reče gait recognition. Tudi tam je informacija. To povežem zraven in potem recimo, ko smo se prejšnji teden srečali, je rekel, tisti tvoji uhlji, vsi imamo uhlje tudi, kdo bi si mislil, da imamo razpoznavalno informacijo na uhlih, ampak imam doktorskega študenta, ki dejansko, kaj če jim reči, odlično dela s to modalnostjo. In potem dejansko še to zaznaš, skombiniraš 3 modalnosti in dobiš natančnost, ki je, prej je bila v obrazi tu, pa sem rekel, da je bila že boljša kot človek, potem pa daš še to zraven, pa pride natančnost kogor. Peter je objavil nekaj člankov o razpoznavanju ušesa, med ostalimi, to mi je bila taka Van Gogovska stvar. Zanimiva, kje vse se nahaja ta informacija. No, tako da vidiš, da v bistvu je praktično nemogoče v enem takem multibiometričnem sistemu ta sistem dejansko pretentati, ker moraš dejansko razmisliti o toliko nekih lastnosti, da pravzaprav, ki ni jasno, kako se sploh loti te stvari. To je scary proposition, če smo tako malo anti-orwellijanski v lifeu, nas to mora malo se moramo bati tega in iskati. Zato pa smo danes tle, da dejansko vsi se zavedamo, da etični aspekt uporabe tehnologije je zelo pomemben in čeprav se umetne inteligence jaz ne bojim, še daleč smo tam, en problem je rešen, ampak to ne pomeni, da so 3 problemi z istom pristopom rešeni. Kaj šele 10 problemov, kaj šele tam, kjer je umetna inteligenca prišla do zavesti. Kje je to? Tega se ne bojim, ampak je treba danes začeti govoriti o tej stvari, da ko bomo pa prišli do ene take stopnje, da bo te stvari že stale. Morate upeljati nek predmet etike na šoli, na free, ampak samo in izključno pod pogojem, da na filofaks upeljejo engineering kot simetričen predmet. Se strinjam, programiranje tja, absolutno. Nepismenost je dvosmerna. Ne, algoritmično razmišljanje, v Ameriki so že doumeli, algoritmično razmišljanje je tisto, ki dejansko je skupno, dobro za vse. Mislim, da je bilo eno vprašanje nam. 2. A čemo M ali Ž? Prosim, če ne, bom jaz nekaj vprašal. Imamo, ok. Jaz bi samo vprašala, če imate mogoče kakšen pregled, koliko v bistvu se ta biometrični sistem že uvaja recimo v kakšne javne prostore ali pa tudi recimo komercialne prostore v tej regiji. V Sloveniji ali pa v tej coni? V vsakem iPhonu, ki je v tej coni? Mislim, javni prostori v smislu javne. Leta nazaj, zdaj kom prav zaobilazni pristop spet, sorry, that's how I operate. Leta nazaj sem z nevladno organizacijo Mercator razvijal tako imenovani loyalty system. To je tista schema piramidalna, kjer te nateramo, da nam daš svoje podatke, zato ker si kao fan in kao dobiš neke popuste, v osnovi pa mi dobimo od tebe informacije, da te maltretiramo s spamom. Sort of. No in takrat je že obstajala 10 let nazaj, jaz mislim, vsa ta zakonodaja, Nataša Musar-Pirc in ostalo. In sem šel do te firme, ki je delala software za Patrio in to stvar za Mercator, neki S&T, na neke te pogovore in da vidimo malo, kaj se zajema in sem hotel malo se potopiti v materijo in sem prosil tega inženjerca, da je ti meni časkom zgornjo vrstico od Excela, da vidim, kjer data pointe zajemate od uporabnikov pika kartice,
On je šel v tisti data vault, retina, sken na vhodu, klima, šok z mojim USB-jem, ne s tem enim drugim. In mi je prinesel USB iz tega super sacred ground, high priesthood environmenta. In sem počul USB v svoj komp in sem najdel, da mi je dal kompletno bazo čisto vseh podatkov, čisto vseh potrošnikov. Takrat, koliko je bilo? 600,000 se mi zdi, neko grozno število ljudi, dal mi je vse njihove podatke, ki so jih imeli, ne samo osnovne identifikacijske, ampak tudi zgodovino nakupov, tudi finančni detajli in tako naprej. Namreč moj point je, oni so takrat fajn zajemali svašta, niso imeli pojma, čemu to služi, niso nič s tem pametnega naredili ever in največ, kar si dubo, je tisto vprašanje nesrečne kasirke, ki dela za 320 € neto na mesec, ali imate pika kartico. To je bila totaliteta rabe loyalty sistema v onem momentu, možno je, da so do zdaj že kaj razvili. No, isto tako gre, ko govorimo o rabi biometrije, recimo v policijskem delu na meji in temu podobno. Pogosto imamo situacijo, da to uporabljajo ljudje, ki ne znajo tega uporabljati. In to je naše zadnje pribežišče, da bomo preživeli orwellijansko prihodnost, da imamo opravka z idioti. Evo ti. Tako da ni treba biti paničen. Tudi če policija reče, da imajo ne vem kjer sistem, ne znajo ga prežgati. Še jaz dodam 2 ali pa 3 stavke. In sicer obstajata eni 2 večji podjetji v slovenskem prostoru, ki dejansko se ukvarjata z biometrijo, tako ali drugače. Jo imajo tudi nekako navedeno kot eno ključnih dejavnosti, in to je Špica in pa Četrta pot. Eni Ljubljančani, drugi mislim, da Kranjčani. Špica, Dramba, Amadeus, brat, veš to? Ja. In dejansko, kaj lahko tukaj več povemo, je, da v bistvu uporabljajo tehnologijo, ki je zaprta, ki je v bistvu na čipu in katero oni zgolj integrirajo. Uporabljajo pa samo rešitve velikih igralcev, kot recimo Philipsove čipe, ki dejansko ti berejo prstne odtise in oni dejansko integrirajo to stvar noter. Pravzaprav jo obravnavajo kot bolj ali manj črno škatlo. Čeprav je po drugi strani prej omenil, da znanost je na nek način v zaprtem balonu, pri nas mogoče poskušamo priti ven iz tega balona, kajti poskušamo imeti veliko tržnih projektov in dejansko to znanje nekako plasirati do končnega uporabnika. Enkrat smo bolj uspešni, drugič manj uspešni, ampak recimo obe te 2 podjetji poznam, smo se že pogovarjali z njimi o dejansko sodelovanju, ampak da bi lahko rekel, da smo nekaj že skupaj naredili, no tega pa ne moram reči. Torej, veste, ta sistem, ki je zdaj že nekaj časa v teh nekih teorijah zarote oziroma se dejansko že implementira, da bi ljudje imeli neke vgrajene čipe v sebi za identifikacijo, pa pač predvsem za to. No. Ampak s to biometrijo mi imamo toliko enih stvari na svojem telesu, ki so unikatne, ki se v bistvu lahko uporabijo kot neke spremenljivke za kodiranje nekih informacij v nas samih, tako da v bistvu bolj teoretično sploh ne bi rabili čipov, ker bi samo naša pojava, naše telo bilo zelo dosti veliki nosilec informacij. A je to res? Lahko jaz začnem. Pri biometriji je res tako, da v bistvu tam odgovarjam, v bistvu glavno vprašanje, zakaj uporabljam biometrijo, je zato, ker to imam, to sem pravzaprav, drži, to sem prstni odtis imam, torej sem, Ampak dejansko obstajata še 2 druga načina identifikacije in to je, kaj vem, geslo, PIN, ali pa kaj imam, to pa je recimo nek čip ali pa mogoče RFID kartica, ali pa kaj takega. In dejansko velja pravilo, da če ti kombiniraš te 3 stvari med sabo, seveda je tvoja stopnja zanesljivosti še toliko večja. Zato mogoče je ta stvar aktualna. Seveda mogoče malo manj aktualna, kot ti dejansko ponudijo, da bi bil čipiran, v smislu začetek cyborga ali karkoli takega. Ampak dejansko obstajajo tudi taki primeri, celo podjetja, ki dejansko so nekako zahtevala, da so zaposleni čipirani. Ne vem točno, se ne spomnim zdaj od kod, ampak dejansko na ta način se identificirajo
v službi oziroma prihod, izhod, sledenje po prostorih in podobno. Interesantna dimenzija je, kako se družba pripravlja za to, kako se po eni strani tisti trgovci, ki bodo to prodajali ali implementirali, kako tlakujejo našo dobro voljo in normalizirajo to vrstno tehnologijo in zato je ta iPhone X intriganten, ki ti unlocka phone na face recognition, ker nam zdaj face recognition kot tak postaja nek cukrček in bombonček in nekaj fajnega in udobnega, ker valjda potem ne more biti problem, a ne de, in pol, ko boš naslednjič zaznal, da te še mnogo drugih naprav prepoznava, theory goes, ne boš imel takega problema, kao ne bodo oni mene. Ne? In tako isto gre z vsemi drugimi oblikami prepoznavanja. Okrog sebe imamo senzorjev nešteto. Zato sem omenil to ponavljajočo Mercator zgodbo. Treba razumeti tudi, kako izgleda, kako je speljana ta narativni lok, kako je ta veriga speljana do konca. Kaj so intence, kaj pri nastajanju takega sistema, kaj so lastnosti sistema, zato se je važno poučevati, ampak tudi kaj so neke, rečemo temu, sposobnosti družbenih akterjev, da iz tovrstnih podatkov o tebi ali o skupinah, nešteto skupinami, o skupinah, ki jim pripadaš, izpeljajo naprej za nek svoj interes. In asimetričnost te